V Beleku znova dvoboj prvakov, tokrat rekordni slovenski prvak proti rekordnemu romunskemu prvaku. Dvoboj Maribor-Steaua je poskrbel za veliko pozornosti, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Romuniji. V športnem parku Sosezi je bilo zelo živahno, ob ekipi nkamaribor.com je imela neposredni prenos tudi romunska televizija. Dvoboj najtrofejnejših ekip Slovenije in Romunije je izzval takšno zanimanje, da je bila precejšnja gneča tudi na stolpu, ki gosti kamermane. Prvi del izenačenega dvoboja dveh morebitnih tekmecev tudi v kvalifikacijah za Ligo prvakov je pripadel Romunom, ki so bili v začetni fazi tekme bolj konkretni. V 3. minuti je najprej Tanase podal predgol z leve strani, iz ozadja pritekel branilec Varela, ki je akcijo spremljal do konca in nameril z glavo čez gol. Drugič je bil znova v akciji kapetan Steaue Tanase, tokrat je izkoristil neodločnost Stojanovića in njegov zaključni udarec Milo Handanovića ni bil uspešen. Najnevarnejši pa so bili Romuni v 29. minuti, ponovno je bil v glavni vlogi kapetan Steaue. Tanase je najprej preigral Filipovića, potem pa močno udaril, toda izjemna obramba Handanovića je preprečila vodstvo romunskega prvaka. Mariborčani so imeli nekaj pobude v nekaterih delih prvega polčasa, imeli tudi več udarcev s kota, no potem pa ob zaključku prišli vendarle do najresnejše priložnosti za vodilni gol. Prosti strel je izvedel Agib Ibrahimi, izjemno natančno mimo živega zidu, toda centimetri so ga ločili od veselja, vratnica je rešila Steauo. Na odmor se je odšlo brez golov, 0:0. V drugem polčasu Mariborčani v nespremenjeni zasedbi, medtem ko so Romuni opravili nekaj menjav. Prva priložnost pa za Mariborčane, ki so bili v drugem delu igre bolj konkretni. Stojanović je lepo v protinapadu našel z dolgo žogo Santija na levi strani, ki je krenil v kazenski prostor, lepo preigraval, potem pa lepo nameril bližnji kot, toda romunski vratar Nita je refleksno ubranil z desno nogo. No, druga nevarna akcija za morebiten zmagoviti gol na tekmi, v kateri ni odločalo veliko in v kateri sta si obe ekipi dobro stali nasproti in neutralizirali drugo, pa po kombinaciji Volaša in Tavaresa oba napadalca sta dobro kombinirala kar nekajkrat po vstopu Volaša v igro in po tele akcije Tavares podal Volašu na levo stran, ta pa je poizkusil iz težkega položaja med nogama vratarja Nite, toda ta namera mu ni uspela. Moramo se zavedati, da smo igrali proti renomiranemu nasprotniku, da je Steaua ena odlična ekipa, katera je definitivno kandidat za Ligo prvakov, ampak mi na drugi strani smo pokazali izredno kvaliteto, izredno taktično kulturo. Pomeni, da smo vedeli, kako pristopiti tekmi, tako da smo videli eno dobro tekmo in dosti odgovorov sem dobil glede same ekipe. Ostalo je pri končnih 0:0 ob še nekaterih poskusih proti napadov Mariborčanov, ampak še en izjemno dober test za nadaljevanje sezone in tudi za naslednjo sezono. Jaz osebno se dobro počutim na vsakem treningu na svoj maksimum, da čim prej pridem na raven svojih igralcev. Ampak mislim, da sem tu, da sem jih že ujel, tako da ko je tak dober nasprotnik, potem nekako črpaš neko dodatno energijo. Tako da lahko rečem, da je danes ta preizkušnja zelo koristna za nas in vesel sem, da sem igral 20 minut. Mariborčani bodo naslednji pripravljalni dvoboj odigrali v sredo, nasprotnik pa bo madžarski Džr.